Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Zajec dela za lisico. Nekoč je bil zajec, ki je prebival za vrbjacem. Tam je imel bajtico in nekaj kokošk in vsakega malo, tudi vrtiček. In botra lisica je prebivala v logu, tam je bilo njeno domovanje. Lisica je imela njivo in je prihajala nadlegovat zajca, naj bi ji pomagal kopati, češ da ima sama preveč dela. Ko je prišla spomlad, je rekla: "Daj pa, zajec, zdaj se bova morala lotiti kaj delati." "No ja, se bova pa lotila." Lisica je prinesla lopate, vile, motiko in vse priprave. Pa je rekla: "No zdaj, zajec, skopi razore, jaz bom pa hodila po gnoj." No ja, zajec se je lotil dela z lopatko in je kopal razore. Ampak gospe delo ni dišalo in je bilo prenaporno. Je rekla: "Zajec, pojdi ti po gnoj, jaz bom narejala razore." No, in tako je zajec hodil po gnoj s koškom. Ko se je naveličala, je rekla: "Čuj, zajec, raztrosi gnoj, jaz bom sadila." Dobro. On se je lotil trositi gnoj, ona je začela saditi. Toda tudi to ji ni šlo od rok. In zdaj je rekla: "Čuj, zajec, tedaj sadi ti, tebi bo bolje obrodilo, jaz bom pa začela kopati." "No, pa naj bo tako," jo je ubogal. Nazadnje se je moral narediti sam vse, tudi skopati. In je rekla: No, koplji, jaz bom pa zagrebala." In je začela zagrebati. "Jej," je rekla, "to mi pa ne gre. In obenem sva tudi lačna. Jaz pojdem in nama kaj skuham. Pojdem in nama kaj poiščem doli v vasi. Si slišal, zajec? Ti delaj. Ja, jaz bom pa nama prinesla malo mesa. Saj tudi ti rad ješ." "No prav, pojdi," je rekel zajec. In je šla. In zajec je vsadil in zagrebel in pobral rupo in vse in naredil kupčke, lisice pa od nikoder. Ko je bila že skoraj noč, jo vidi, da gre, in je rekla: "Zajec, ti boš gotovo truden in ti boš tudi lačen, ampak jaz nisem našla prav nič, pa še glava me grozno boli. Zavri mi kavo." Dobro, zajec je zavrel in ji dal. In je rekel: "No, ti bodi zdaj tukaj, jaz pa moram iti na svoj dom, moram še nakrmiti kokoške." In lisica je rekla: "Ja, če bi ti spal tukaj, bi bil jutri bolj zgodaj na delu, te grem jaz zapret kokoši na vrbjace." Je rekel, "ti ne veš, kako naredim to jaz." Zadosti, in je šel. Krompir je bil posajen, je prišel čas za motikanje, pa se je spet ponovilo vse od prej. "Zajec, motikaj, jaz bom poravnala." Da, on je zmotikal, ona pa ni poravnala. Je moral zajec narediti vse. "Zajec, poravnaj, jaz bom osipala." Dobro, je naredil tudi to in pika, je moral osipati in konec. Je bilo vse njegovo, vse delo. In to je trajalo tako dolgo, da je prišel čas za pobiranje pridelka. Ko je bil ta čas, je prišla lisica in je rekla: "No, zajec, zdaj je krompir že lep, pojdiva ga pobirati." "Dobro," pravi, "pa pojdiva." Sta šla na njivo z lopato, z motikami in koši za odnašanje pridelka. "Jej, dobro," je rekla, "da mora iti nekaj iskati dol v vas." "No, delaj, saj ti tako lepo delaš." Tedaj zajec se je zagnal krepko na delo in je spravljal krompir iz zemlje. In ko je končal, je del vse na en kup. Potem si je krompir prebral in ga naložil v košek, da si ga bo nesel domov. Ko je prišla lisica:
Dobro, je rekla. Ja, zakaj si pa del vse na en kup? Saj morava vendar imeti vsak pol, mar se nisva tako zmenila, ko sva začela delati. Zajček je lepo šel sedeti na kup krompirja in je rekel: Kdor dela, ima, kdor ne dela, nima.